Na svetu je več kot 8 milijard ljudi. Veliko jih je zlobnih. Ampak od vseh njih je zadnji, ki bi si zaslužil Nobelovo nagrado za mir, Benjamin Netanjahu. Predlagatelji te bizarke si seveda ne zaslužijo reklame. Namesto ukvarjanja z njimi bom raje pojasnila par dejstev o eni drugi pomembnejši novici meseca. Mednarodno kazensko sodišče v Hagu je končno izdalo prve naloge za pridržanja. Zoper že omenjenega izraelskega premierja, zoper njegovega nekdanjega obrambnega ministra in zoper vodjo oboroženega krila Hamasa. Pa jim bodo dejansko sodili, pojdimo po vrsti. Najprej, obrazložitev odločitve. Utemeljeno se domneva kazenska odgovornost za vojno hudodelstvo stradanja kot metodo vojskovanja ter za hudodelstva zoper človečnost. Medtem država Izrael poskuša diskreditirati sodišče. Kakopak, saj veste, krivosodje. Mimogrede, v senatu trojice, ki je sprejela odločitev, je bila tudi slovenska sodnica Beti Hohler. Kar se mene tiče, smo na to dejstvo lahko samo ponosni. Toda žal državo Izrael tudi tu podpira marsikdo, Združene države Amerike recimo. We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. To, da Izrael ni podpisnik, ne igra vloge. Palestina je k Rimskemu statutu pristopila leta 2015, zato sodišče lahko preiskuje na njenem ozemlju storjene domnevne zločine. In zdaj sodišče lastnih mehanizmov za prisilno izvrševanje nalogov nima. Izraelski organi pregona zagotovo ne bodo storili nič, obdolženci se ne bodo predali prostovoljno. Tako je edino, na kar se sodišče lahko zanese, sodelovanje 125 držav podpisnic Rimskega statuta, ki so pravno zavezane, da aretirajo osumljence, če ti vstopijo na njihovo ozemlje. Ampak žal nas preteklost uči, da za to ni nobenega zagotovila. Kljub temu naj bo jasno, ta odločitev sodišča ni samo simbolično dejanje. Je močan opomnik, da žrtve vojne niso številke, da zločini proti človečnosti ne smejo ostati nekaznovani, ne glede na moč tistih, ki so jih storili, oziroma jih še vedno izvajajo. Nič ni večno, no, skoraj nič. Med izjemami je recimo to, da Benjamin Netanjahu nikoli ne bo dobil Nobelove nagrade za mir.